Prav lepo pozdravljeni. Veselje mi je, da sem danes lahko z vami, pa čeprav na nekoliko drugačen način. Hvala za povabilo podjetju Zaloker in Zaloker. Sem Katarina Peklaj, edukatorica diabetološke ambulanti v Ljubljani. Pri svojem delu se srečujem tako z osebami s sladkorno boleznijo, ki imajo sladkorno bolezen že vrsto let, kot tudi tistimi, ki so na novo odkriti, tako tipa 1 kot tipa 2. Večinoma delam pa s tipa 1 sladkorno boleznijo oziroma osebami s sladkorno boleznijo. Pa naj kar uvodoma začnem s pravilno prehrano do urejene glikemije. Cilj dobrega samovodenja sladkorne bolezni je seveda doseganje ciljne glikemije za vsakega izmed vas. Po smernicah zdravljenja za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2 jih imamo napisane, da je sladkor nateščen pred obrokom 4 do 7 oziroma mejno 5 do 7, pri nezavednih hipoglikemijah pa je pomembno, da ta cilj nekoliko dvignemo. Pri sladkorju po obrokih je dobro, da se sladkor nahaja med 5 in 10, 2 uri po obroku. No, tukaj vidimo doseganje ciljne glikemije s pravilno prehrano in inzulinom, kako je želja vsakega izmed vas imeti sladkor v ciljnem območju, ki je 3,9 do 10. Po obrokih vidimo, da sladkor narašča in tle ob 3 glavnih obrokih, ob 3 bolusnih odmerkih inzulina vidimo krivuljo doseganja normoglikemije. To je cilj zdravljenja sladkorne bolezni in k temu stremimo tako mi z nasveti, kot vi sami v svoji praksi. Ali danes tako imenovani TIR, time in range, naj vam bo to izziv. To je čas v ciljnem območju. Več kot 70% časa v ciljnem območju govorimo, da je sladkorna bolezen zelo dobro vodena. Manj kot 5% naj bi bilo nad 14 milimolov in manj kot 25% nad 10 milimolov. Ob hipoglikemijah pa gledamo, da naj bi bilo manj kot 4% pod 4 milimole in pa manj kot 1% pod 3 milimole. To danes lažje dosegate z neprekinjenim merjenjem sladkorja v medceličnini s pomočjo senzorskih sistemov, ki so danes postali bolj dostopnejši. Če tukaj pogledamo en primer nekoga na inzulinski črpalki, ki je danes zelo dober pripomoček, suport iz ozadja z mikrobolusi, tukaj lažje dosegate ciljno območje in kot vidimo, če tle malo prikažemo z miško, time in range, 68% je sladkorja v ciljnem območju, to je že kar dobro dosežen cilj, 22% nad in hipoglikemija minimalno. Zdaj pa kako do ciljnega sladkorja po obrokih? Zelo pomembna je najprej prehrana. Z enakomerno razporeditvijo obrokov čez dan, zdravim krožnikom, se pravi, da je hrana sestavljena po deležih živil, ki sestavljajo zdrav krožnik, z dobro oceno ogljikovih hidratov. To je pomembno vedeti za vsakega izmed vas, vsaj osnove ogljikovih hidratov. Poznavanje ogljikovih hidratov in pa ne nazadnje štetje ogljikovih hidratov, za vse tiste, ki ste se sposobni tega naučiti in šteti v praksi. Nadaljnje s priporočenim vnosom ogljikovih hidratov, in to 60 gramov naj bi bila priporočena količina, največ 80 gramov na obrok. Priporočeno količino beljakovin in maščob, ravno tako bomo v nadaljevanju videli, kakšne so posebnosti beljakovin in maščob, kaj lahko sprožajo in zakaj jih je pomembno omenjati. In ne nazadnje z meritvijo sladkorja pred obrokom. Če ni meritve, ne vemo, koliko dati, kakšen bo odmerek, bo zadosten, ne bo zadosten. Hkrati pa tudi pri vseh tistih, ki že štejete ogljikove hidrate ali pa začenjate, morda že poznate pomočnika UHA faktor in korekcijski faktor, ki določujeta bolj pravi bolus. In ne nazadnje z upoštevanjem planirane telesne aktivnosti po obroku, ki je porabnik glukoze in jo je potrebno upoštevati. Ali v smislu zmanjšanja bolusnega odmerka, po katerem načrtujete aktivnost, ali pa z dodatnimi ogljikovimi hidrati pred telesno aktivnostjo.
In nenazadnje tudi z upoštevanjem aktivnega inzulina prejšnjega bolusa, ker aktivni inzulin deluje ravno tako na nižanje glukoze, hkrati ob aktivnosti. Tukaj lahko vidite enakomerno razporeditev obrokov čez dan. Zajtrk, kosilo, večerja. Malici sta zdaj pod vprašajem. Zakaj? Malici nista nujno potrebni, so pa odvisni od posameznika, njihovih želja, individualne obravnave. Če je želja, da bo posameznik jedel 5 obrokov, mu jih bomo v nadaljevanju tudi svetovali. Malo je odvisno od terapije in pa od individualne posebnosti. Vidimo, da v glavnini naj bi dopoldanski čas zavzel večino obrokov, večerja naj bi bila pa skromnejša. Tukaj je slajd, koliko obrokov na dan, ki je izvzet iz priporočil, ki so bila lani jeseni izdana o prehrani telesni dejavnosti, ob zdravljenju sladkorne bolezni, sicer tipa 2, ampak jih bomo s pridom lahko kot oporo uporabili tudi pri tipu 1, saj se prehrana kaj dosti ne spreminja, saj pri odrasli osebi ne. In če pogledamo kratko delujoči inzulin ali samo bazalni inzulin, mešani inzulini ali celo intenzivirane inzulinske sheme, vidimo, da obrokov ni nujno imeti 5, ampak v glavnini 3, lahko tudi samo 2. Pa si poglejmo zdrav krožnik, ki je nadomestil današnjo prehrambeno piramido in svetuje, vidimo, da v glavnini in največ zelenjave. In tle je zelo velik poudarek danes, da zelenjava naj bi bila v največjem obsegu na našem krožniku in to kar v 50%, pol krožnika. Četrt krožnika naj bi predstavljala škrobnata živila. Od kruha, riža, testenin, stročnic. In druga četrtina naj bi predstavljale beljakovine. Ali so meso, ribe, jajca, skuta ali druge zamenjave. In nenazadnje tudi zdrave maščobe, ki jih imamo na sredini, pomemben del našega zdravega krožnika, ampak naj bodo navzoče v manjšini. Tukaj je zdrav krožnik ponazorjen z metodo ROK. Kako si lahko pomagate določevati deleže posameznih živil v obrokih. 2 dlani zelenjave, pest jabolka, pest škroba, dlan beljakovinskega živila in pa en palc maščob. Čas prehoda glukoze iz ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. To je meni osebno zelo pomemben in dobra slika in jo zelo rada prikažem pri vseh, za lažje razumevanje. Ogljikovi hidrati se kar v 100% prehajajo, razgradijo v glukozo in ta vrh dosežejo maksimalno 1 do 2 urah. Beljakovine vidimo, da dosti kasneje in to 50%. V 2 do 4 urah se pretvarjajo v glukozo. In nenazadnje maščobe, ki imajo zelo podaljšan prehod glukoze, se samo 10% pretvori v glukozo in traja tudi do 8 ur in več. Tukaj imamo krivuljo sladkorja ob zdravem obroku. Se pravi, zdravim krožnikom, zdravim obrokom se da doseči normoglikemijo po obroku. Tukaj vidimo, da sladkor po obroku vedno zaniha in normalno naj bi zanihal za 2 do 3 milimole po obroku, če je sladkor med 5 in 6 pred obrokom, bi bilo dobro, da je sladkor po obroku za 2 do 3 milimole više, kar je 8 do 10 milimolov. Krivulja sladkorja v presežkih beljakovin in maščob v obroku je nekoliko drugačna. Pozna se kasen porast sladkorja zaradi viška in delovanja beljakovin in maščob, ki se pretvorijo v glukozo. Kasnejši čas. Kako ustrezno pokriti tak obrok? Tukaj se svetuje deljenje ali kombiniran bolus, kjer se prvi del, vsaj 50% pri bolusih z inzulinsko črpalko ali pa 50% nekega bolusa, ki si ga imate namen dati, aplicirati, da takoj, polovico pa po uri do 2 po obroku.
S tem dosežete lažje stabilen sladkor po prvem bolusu in zmeren porast sladkorja 2 uri kasneje. V praksi oziroma s skico bi to izgledalo takole. Prvi bolus in drugi bolus, ki upočasni krivuljo oziroma jo tudi lepše pokrije kljub, bom rekla, prekrškastemu obroku. Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije, poleg beljakovin in maščob. In dnevni energijski vnos se običajno giblje med 40 do 70%. Zdaj, posameznik s sedečim slogom, ki potrebuje 2000 kilokalorij na dan in zaužije okrog 250 do 300 gramov ogljikovih hidratov, to je neko povprečje. Ampak raziskav, ki bi opredelile idealno količino zaužitih ogljikovih hidratov, ni. Čeprav je jasno, da je količina ogljikovih hidratov v obroku pomembna in upoštevanje glukoznega odziva v krvi ključnega pomena, da se izboljša urejenost glikemije. Kakšna so priporočila glede vnosa ogljikovih hidratov? Zdaj, minimalni vnos ogljikovih hidratov naj bi bil 130 gramov na dan. Mi srečamo v praksi zelo veliko oseb s sladkorno boleznijo, začetnih, novoodkritih ali pa tistih, ki ste že dlje časa na inzulinski terapiji. In moram reči, da nam je bil prav izziv raziskati, koliko ogljikovih hidratov na dan je dovolj, premalo, preveč. Tako da izjemoma pri pod 100 gramov ogljikovih hidratov po priporočilih, za krajši čas, 3 do 4 mesece, nam poznana zdaj kot LCHF, prehrana low carb high fat, bi se smela tudi vključiti. Pri tistem, ki bi želeli glikemično urediti sladkor oziroma tudi znižati telesno maso. Priporočen vnos na obrok ogljikovih hidratov pa naj bi bil od 50 do 80 gramov, tako da idealno in najlepše pokriti so obroki s 50 do 60 gramov ogljikovih hidratov. To vidimo tudi v praksi, da je te obroke najlažje pokrivati. No, pa če se dotaknem še nosečnic, pri tipu 1 je priporočen vnos ogljikovih hidratov kot minimum 175 gramov ogljikovih hidratov. Zdaj pa zakaj šteti ogljikove hidrate? Videli smo, da ogljikovi hidrati so glavni razlog za nihanje sladkorja v krvi, ker pri njihovi presnovi nastanejo sladkorji. In ker z lažjim nadzorom nad primernim vnosom ogljikovih hidratov tudi lažje vplivate na doseganje ciljne glikemije po obroku. Tukaj je prikaz ogljikohidratno prevelikega obroka in pa ogljikohidratno primernega obroka, kako sladkor po obroku zaniha. Močno, pri prevelikem obroku in normalno v mejna območja, ciljna območja pri primernem obroku. Kako lahko štejemo ogljikove hidrate? Tukaj je prikaz zelo enostavnega in preprostega štetja ogljikovih hidratov, ki moram reči, da je nastal s prakso. Grami in tehtanje ni všečno vsem, je lahko breme in nekako smo se začeli posluževati tudi enostavnejšega štetja ogljikovih hidratov s pomočjo dlani in pesti. Videli smo prej deleže živil, ki so bili ponazorjeni z dlanjo in pestjo pri zdravem krožniku. Tako da tukaj je zelo podobno. 2 dlani so lahko mera za 5 gramov ogljikovih hidratov. Priporočenih pa je pri zelenjavi vsaj 15 gramov ogljikovih hidratov na obrok. Če ni na voljo zelenjava, naj bo pa 15 gramov sadeža, se pravi en plod sadeža. Ena pest je lahko mera za 15 gramov ogljikovih hidratov, ampak mišljena kuhana mera škroba, krompirja, riža, testenin, kaš in pa stročnic. Ena dlan je lahko mera za beljakovinsko živilo, meso, ribe, skuto in jajce in ne vpliva na dvig sladkorja. Če se ta delež poveča, je pa pomembno, da smo pozorni na to, da je potrebno tudi šteti ogljikovih hidratov. Ena pest za sadje, kot sem že rekla, za 15 gramov ogljikovih hidratov in pa en palc za maščobe. Ravno tako vemo, da maščobe ne vplivajo na dvige sladkorja, zato jih ne štejemo ogljikovih hidratov. Pri večjih količinah pa vidimo, da tudi maščobe vplivajo, tako da je pomembno, da tudi prištejemo vsaj pri 4-kratni količini vsaj 10 gramov ogljikovih hidratov.
No, pri mleku in mlečnih izdelkih, mleko in jogurti, naj bi pa na 2 deci šteli že 15 gramov ogljikovih hidratov, kar je prikaz z skodelico. Štetje ogljikovih hidratov je lahko tudi s pomočjo tabel in gramov tehtanja, ki jo imamo na naslednjem slajdu. To so knjižice, ki so v PDF obliki, možnosti so tudi prenosa na mobilne telefone, tako da za vse tiste, ki ste željni tehtanja in določanja natančnega štetja ogljikovih hidratov, vam jo priporočam. Možnosti vseh tistih, ki pa težje pišete, so pa možnosti tudi po aplikacijah in danes v Sloveniji imamo enega od njih, ki pomaga pri štetju ogljikovih hidratov, pomaga pa tudi pri vseh, bom rekla, štetju tako beljakovin, maščob, vnosu soli in sladkorja. Ta aplikacija Prehranski navigator vas lepo v obliki zdravega krožnika vodi za posamezne vaše obroke, vključno z vnosom profila, se pravi teže, višine, spola, telesne aktivnosti in vam izračuna vaše potrebe po kilokalorijah. Takole izgledajo ogljikovi hidrati od enega izmed obrokov. Tukaj imamo en zimski obrok, ajdo kruh, jota, klobasa, čaj, zeliščnine, sladkan in jih je naštel kot pomočnik 56, skoraj 57 gramov ogljikovih hidratov. Kakšne so pa naše dnevne energetske in hranilne potrebe glede na spol in starost? Tukaj sem obkrožila starosti, ki jih mi obravnavamo, se pravi odrasle osebe od 20 do 65 in naprej let. Nekje med 1900 do 2400 so energetske potrebe in ogljikovih hidratov danes naj bi bilo le 50% po priporočilih, 20% beljakovin in 30% maščob. In ogljikovih hidratov na 1900 recimo kilokalorij je to ustrezujočih 240 gramov ogljikovih hidratov za celoten dan. Beljakovine se dajo sicer tudi bolj točno izračunati glede na kilograme telesne teže, kar bomo videli v nadaljevanju. Tukaj piše 95 gramov beljakovin, za 20% delež in pa maščob 63 pri 1900 kilokalorijah, na primer. Koliko gramov ogljikovih hidratov pa naj bi bilo zdaj za obrok dovolj? Prej smo že slišali, zdaj bom ponovila, idealno je 50 do 60 gramov ogljikovih hidratov na obrok, maksimalno do 80 gramov. Vsaj 30 do 45 ogljikovih hidratov še vedno naj predstavlja četrtina krožnika škrobnatih živil, vključno s stročnicami, ki so škrobnata zelenjava. Stročnic ne uvrščamo pod zelenjavo, čeprav so zelenjava, a zaradi večjega deleža ogljikovih hidratov jih uvrščamo pod škrobnata živila. In 15 do 20 gramov ogljikovih hidratov, to je pol krožnika, naj predstavlja predvsem zelenjava oziroma manjši sadež. Skupno. Kakšen je priporočen vnos beljakovin? Beljakovine danes lažje izračunamo glede na vašo telesno težo. 1 gram do 1,5 grama beljakovin je na kilo telesne mase priporočilo. To predstavlja 15 do 20% celotnega dnevnega energetskega vnosa. In kot zanimivost, če pogledamo, koliko gramov beljakovin vsebuje eno jajce, je to 8 gramov primer. Ali pa 100 gramov skute, 14 gramov beljakovin. Ali pa goveji zrezek, 17 gramov beljakovin. Primer svetovane količine beljakovin na obrok je pa količina, kot jo vidimo na sliki, dlan velik zrezek, to je 100 do 150 gramov in ta ne povzroča kasnega porasta krvnega sladkorja. Vse, kar je več, 200 gramov zrezka, bi bilo potrebno že štetje, vsaj 10 gramov ogljikovih hidratov. Se pravi, pri beljakovinah, kjer se teža poveča nad 25 gramov beljakovin na obrok, bi bilo potrebno že štetje. Se pravi, zakaj? Zato, ker se ta del beljakovin pretvori v glukozo in vpliva na kasen porast krvnega sladkorja. Tukaj imamo primer moškega 95 kg težkega in pa ženske 72 kg težke in pa prikaz, koliko beljakovin lahko pridobi dnevno, z 3 obroki. Tukaj imamo 200 gramov mesa,
s katerim je pridobil 43 gramov beljakovin, 6 deci jogurta, 21, 150 gramov fižola, 31 in skupno pride na grame priporočenih beljakovin na dan. In pa ženska, ki je 72 kg težka, se pravi, bo potrebovala 72 gramov beljakovin, pridobila jih bo z 5 deci jogurta, 17,5 gramov beljakovin kuhanim jajcem, pesti čičerike in pa 100 gramov zrezka. Kakšen je priporočen vnos maščob? Tudi maščobe so pomembne, jih imamo v obrokih, pomembne so predvsem zaradi v maščobi topnih vitaminov, vitamin A, D in K. V naših obrokih oziroma v naših dnevu naj bi bile prisotne vsaj v 30 do 35% celotnega dnevnega vnosa. Na obrok pa naj bi predstavljala ne več kot en palc oziroma ena žlica. To pa predstavlja vsaj 15 gramov maščob oziroma do 20 gramov, 25 gramov maščob, pri vseh tistih, ki rabite več. Zdaj kot zanimivost, vsebnost maščob v živilih na 100 gramov lešnikov vsebuje 61 gramov maščob. Se pravi, če gledamo eno pest, ki je 25 gramov lešnikov, je to ravno 15 gramov maščob na obrok. Če gledamo arašide, spet ena pest bi bilo maščob že dovolj. Oziroma ena velika žlica olja, 15 gramov, ravno tako 15 gramov maščob. Tako da to je primer svetovane količine, ali jušna žlica olja, namazov, sirni ali maslo in pa pest oreščkov. Tukaj imamo prikaz, da salama ni enako kot file zrezek, da salama je bistveno bolj mastna, ima več maščob, zato jo ne moramo vključevati kot mesni delež v obroku, ampak kot maščobni delež v obroku. Tukaj si lahko pogledate, koliko kilokalorij več ima suha salama v primerjavi z nekim zrezkom, koliko kilokalorij pridobimo s tem več. No, nekaj namigov sem jaz že dobila naprej, predno sem pripravila predavanje. Tako da bi se dotaknila zdaj zmot, ki jih tudi srečujem pri svojem delu, glede ogljikovih hidratov. In največkrat se pojavljajo ravno naslednje. Da je črn kruh ne dviguje krvnega sladkorja, beli in kruzni pa ga. Ni res, Tako beli kruh kot črni kruh imata ogljikove hidrate, celo pri količini 30 gramov imata enako količino 15 gramov ogljikovih hidratov, razlika je le v glikemičnem indeksu. Zdaj, po priporočilih pa glikemičnega indeksa in bremena naj ne bi učili več, oziroma je prezahtevno za učenje, glede na dobrobit celotne urejenosti sladkorja oziroma glikemije posameznika. Zmote glede ogljikovih hidratov pri stročnicah, ravno tako. Stročnice dostikrat uvrščajo med zelenjavo in jih imajo kot nevplivajoče na sladkor, da nimajo ogljikovih hidratov. Če tukaj vidimo primer, stročnice kot so fižol, grah, so ogljikovih hidrati in enako kot krompir, riž vsebujejo po 15 gramov ogljikovih hidratov na eno pest, oziroma tukaj vidimo 3 žlice je na krožniku. Potem zmote glede vitaminskih napitkov. Pogosto je razmišljanje, da je to napitek z vitamini in minerali in da sladkorjev ne vsebuje. Velikokrat vsebujejo ti napitki tudi sladkor. Recimo, čisto za primer si vzamemo cedevito, ki ima dodan sladkor. Potem zmote se najdejo tudi pri jabolku, da sadje ni škrobnato živilo, da nima ogljikovih hidratov in da ga lahko je čez dan po malem in po malem. In tako pride tudi lahko na večje količine sadja čez dan. Ni res, Sadje je enako ogljikovhidratno živilo kot škrobnato živilo, žemlja. Tukaj je lušten prikaz z sladkorji, vrečkami sladkorja. In vidimo, da pri manjšem jabolku dobimo že 10 gramov ogljikovih hidratov. Medtem ko žemlja cela, ima 6 po 5, to je 30 gramov ogljikovih hidratov. Zelenjava je pa bolj skromna. Tudi efekt samega sladkorja zelenjave je bistveno blažji kot po zaužitem sadju. Potem zmote, ki smo jih uspeli videti, so tudi
pomisleki, da mleko z laktozo vsebuje več ogljikovih hidratov, ker je slajše po okusu kot mleko brez laktoze, pa smo tudi to dobili podprte v priporočilih, a ne dokaze, da ni res, da laktoza se s pomočjo encima razgradi na glukozo in galaktozo in ogljikohidratno sta ta dva, navadno mleko in mleko brez laktoze, enaka. Potem alkohol ravno tako znižuje sladkor, torej ga tudi alkoholne pijače, tako da alkohol ni tisti, ki bi zniževal sladkor. Če si samo pogledamo pivo, ima ena mala steklenica že kar 4 grame ogljikovih hidratov, navadno pivo ima pa kar 10 gramov ogljikovih hidratov, zaradi ječmenovega sladu. Vino dezertno sladko tudi, zelo veliko, medtem ko normalno kislo suho vino ima manjše količine ogljikovih hidratov. Pa naj se dotaknem še novih priporočil oziroma da vidimo, kaj so zdaj manj tveganja pitja. Manj tveganega pitja so 2 mirci na dan za moškega in 1 mirca na dan za žensko. Kaj pa 1 mirca pomeni? Gre za 10 gramov alkohola, ki ga predstavlja 1 deci vina, ali 2 deci pa pol piva, ali pa 0,3 deci žganja. No in kakšna so nenazadnja priporočila danes glede svetovanega časa obrokov? Tudi o tem se veliko pogovarjamo v praksi z vami, ko prihajate k nam na edukacijo in sprašujete, kakšni so dobri efekti, kako naj jeste. In tukaj imamo danes z dokazi podprta priporočila, ki danes govorijo o najbolj učinkovitem načinu za uravnavanje sploh telesne teže. To je prehranjevanje po sistemu fastinga, to je čas brez hrane, da bi vso hrano naj zaužili v obdobju 8 do 10 ur. Zakaj? To pomeni, da pojemo prvi obrok ob 10, potem pa naš zadnji obrok ob 18. S tem telo dobi veliko več časa za regeneracijo, kot če bi jedli 14 ur na dan in pozno v noč. To vidimo tudi pri sladkorjih, kako jih je težko urejati z poznimi večerjami, obilnimi večerjami. Regeneracija res da poteka le takrat, ko prebava miruje, zato je prav, da ji namenimo tudi svoj čas, svoj počitek, kot pa če bi bil želodec cel čas neprestano poln. Glede hujšanja in sladkorne bolezni, tudi to je bilo nekaj že vprašanj z vaše strani. Bi povedala predvsem to, da danes obstajajo dobre delavnice, ki so v centrih za krepitev zdravja že kar dobro uveljavljene, z delavnico Zdravo jem, Gibam se in pa delavnico Zdravo hujšanje, ker vključujejo tako motivacijski pogovor in pa individualni prehranski pristop, zaporedje srečanj in pa spremljanje tudi tako fizične kondicije in vključevanje tudi telovadbe. Čisto iz moje strani bi podala pa par nasvetov, ki jih pač rada podam tudi tistemu, ki me to vpraša med edukacijo. Pravi, pomembno je pri hujšanju, da poslušate svoje telo, da vključite spremembe, tle je moč volje, ko pride do tega trenutka, motivacija, da zavestno spremenite prehranjevalno vedenje, da vzpostavite red dnevnih obrokov in zmanjšate mašila med obroki, da si obroke enakomerno razporedite. Tle smo videli kot svetovan čas znotraj 8 do 10 ur čez dan, da zmanjšate količino ogljikovih hidratov v obrokih, ker vidimo, da to ugodno vpliva tako na urejanje glikemije kot na zniževanje telesne teže, in da malice vključite le po potrebi in te naj bodo z nič ali pa zelo malo ogljikovih hidratov, se pravi kot namig košček sira ali pa skute z kombinacijo zelenjave. Zelo dobro je, da črtate prigrizke hrano z dodatki sladkorja, ker ste ob njih samo še bolj lačni. In nenazadnje, doma imejte le osnovna živila, ki vas prisilijo k ustvarjanju obroka, da si vzamete čas za pripravo obroka, da ste pripravljeni tudi, kadar se organizacijsko dan drugače zavrti, da si pripravite malico. Pomembno pa je, da jeste lokalno, svežo, nepredelano hrano, ki ima več hranljivih snovi. In jo boste tudi pojedli manj.
saj boste po njej prej siti kot po industrijsko predelanih izdelkih z dodatki, po katerih smo hitreje lačni. No, tudi tukaj pri hujšanju, če je želja, vam svetujem za vse tiste, ki ste vešči aplikacij kot pomočnika, da si tudi s tem pomagate pri redukciji telesne teže. Kot v nazadnje bi se dotaknila še prehran za nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov oziroma kaj je zdaj tisto najbolj svetovano po priporočilih. Kot LCHF prehrana, dieta, katero srečamo pri mnogih, zgolj zaradi ureditve sladkorjev, uravnavanja telesne teže in pa kot boljšega počutja, kot pravijo, tisti, ki so se je že lotili. Zdaj prednosti nje po priporočilih res je zmanjšuje telesno težo, nižji je hemoglobin A1C, nižji je krvni tlak, nižji so trigliceridi, poveča pa tudi koristni holesterol. Slabosti pa so, da se porabljajo telesne beljakovine za proizvodnjo glukoze, ker se glukoneogeneza začne zmanjševati, porabljati, glukoze ni več in tako telo za glukoneogenezo začne porabljati lastne beljakovine. Potem previsoki vnos nasičenih maščob običajno, tukaj mora biti velika pazljivost, da ni živalskih maščob, toliko kot rastlinskih oziroma da rastlinske bolj prevladujejo. Višji je pa lahko tudi LDL holesterol in pa zaradi večino beljakovinske hrane tudi obstipacija, zaprtje. Absolutno je pa neprimerno za ledvične bolnike, nosečnice, doječe matere in pa neprimerno za osebe s tveganjem za razvoj motenj hranjenja. Tukaj je prikaz nekoga, ki je že na taki prehrani, moram reči samo za določen čas, ko je imel motivacijo in zdržal, ko pa te motivacije oziroma ni več možno to vzdrževati, je pa težko, ker se takrat sladkorji pa pokažejo v najvišji možni meri, ko ponovno pride taka oseba na ponovne ogljikove hidrate. Takrat je pa težko zvoditi sladkorje v mejno območje. Potem je ketogena dieta. Tukaj imamo ogljikove hidrate celo pod 26%, kot vidimo, to je 1 gram ogljikovih hidratov na kilo telesne teže. Tudi teh smo že nekaj srečali, ki so se je posluževali. Moram reči, da je to zelo stroga dieta, kaj ti vključuje zelo malo v bistvu nič krobnatega živila skoraj, da ne, ampak je pretežno to pridobljen ogljikov hidrat iz sadja in pa zelenjave. Zdaj, prednosti te diete je, da znižuje telesno težo, znižuje hemoglobin A1C in pa krvni tlak, nižji so tudi trigliceridi, poveča se pa HDL holesterol, se pravi kot koristno. Vidimo pri slabostih zelo podobno kot pri low carb, high fat prehrani, nizko ogljikohidratni prehrani, da je poraba telesnih beljakovin, previsok vnos nasičenih maščob, dviguje se LDL škodljivi holesterol, premalo se pa zaužije prehranskih vlaknin in pa enako zaradi pretežno beljakovinske prehrane se obstipacija lahko pojavi. In pri ketogeni dieti zelo podobno, še celo mogoče malo bolj v hipe, že zelo v ravno krivuljo gre. Vemo pa, da sladkor vseeno ima neko gibanje pri zdravem človeku in to je tista normala, ravne črte pa niso zdrave. Saj vemo, kaj na EKG-ju pokažejo. Zdaj priporočila glede diet z nizkim vnosom ogljikovih hidratov. Tukaj je dokaj nejasno. Vloga diet z nizkim vnosom ogljikovih hidratov je nejasno. Ketonske diete z manj kot 75 grami ogljikovih hidratov na dan gre za nizko količino ogljikovih hidratov in pri teh dietah krijemo pretežno zelenjavo, stročnicami in manjši količini sadjem. Tukaj je pomemben predvsem individualno izdelan načrt, da se vključi tudi strokovnjaka in da je taka oseba pod nadzorom zdravnika. Zdaj, ugodni učinki tovrstnih diet na glikemijo pa so se v raziskavah sicer izkazali za kratkoročne in se dolgoročno ne ohranijo, tako da lahko jo pa uporabimo kratkoročno, kot smo že prej videli, za 3 do 4 mesece, če je oseba motivirana in ima željo po zniževanju hiperglikemije in pa celo zniževanju telesne teže.
Pa si poglejmo prehrano z zmerno vsebnostjo ogljikohidratov, ki jo tudi priporočamo, to je 45 do 50% ogljikohidratov na dan ali 3 do 6 gramov ogljikohidratov na kilo telesne mase. To sta mediteranska prehrana, bolj poudarjena, in pa vegetarijanska, veganska prehrana. Zdaj priporočila svetujejo predvsem mediteransko prehrano, ki poudarja pretežno hrano iz rastlinskih virov, zelenjavo, stročnice, oreščki, semena, sadje in cela žitna zrna, ribe in druge morske sadeže, olivno olje kot glavni prehranski vir maščobe in pa mleko, mlečni izdelki, predvsem jogurti pa sir. Pa v zmernih količinah, prosti sladkorji pa zelo, zelo redko. In prednosti nje so, da nima slabosti. Znižuje telesno težo, znižuje maščobe v krvi, trigliceride, zmanjšuje tveganje za kardiovaskularne zaplete in pa znižuje HbA1c. Pri vegetarijanski, veganski imamo tudi prednosti, ampak se že pojavljajo vseeno tudi slabosti. Prednosti so, da znižuje telesno težo, znižuje tudi škodljivi holesterol in tako znižuje tudi hemoglobin A1c, se pravi ureja glikemijo. Slabosti pa so, da je možno pomanjkanje mikrohranil, kot sta B12 in železo, zato ti ljudje potrebujejo nadomestke B12. Možen je pa tudi previsok vnos prehranskih vlaknin in pa slabša absorpcija mikrohranil. Zdaj, katera je vaša metoda prehranjevanja, se vsak najde v njej. Ob tem povedanem, kaj bi bilo pa dobro, bo pa tudi vsak pri sebi razmislil. Če bo pa rabil kakšen posvet, bo pa kontaktiral zdravstvenega strokovnjaka. Priporočila. Zdaj, študije kažejo, da drastične spremembe običajnih prehranjevalnih vzorcev so dolgoročno neuspešne. Zato vedno delamo individualno, vedno bolj se v to usmerjamo, da je prehrana individualno svetovana. Večina novo odkritih oseb s sladkorno boleznijo se po določenem času kljub LCHF in ketonskim dietam vrne na normalen vnos, običajen vnos makrohranil. To je 40 do 50% ogljikovih hidratov, 30% maščob in pa 15 do 20% beljakovin. Zdaj, priporočanje individualen pristop, ki naj bi bil pa čim bolj skladnejši z dosedanjim režimom prehranjevanja pri posamezniku in s takšnim pristopom je pričakovati tudi trajno spremembo prehranjevalne rutine. Zdaj, kar sem omenjala priporočil, je to nova knjižica, kot ste že slišali, izmed predavanj, kjer je imela predavateljica Jana Klaus predstavitev, namenjena izključno zdravstvenim strokovnjakom, od referenčnih ambulant, ambulant družinske medicine in pa centrov za krepitev zdravja. Tako da tukaj, kar sem priporočil omenjala, veljajo, da so z dokazi podprta iz te knjižice. Dostopne so pa predvsem na spletni strani prehrana.si. No, pa smo že dobili eno izmed vprašanj. Zdaj, povabila bi vas, vse tiste, ki ste že vključeni v klepetalnico, da postavljate vprašanja, zdaj bi namenili čas odgovoram. Tako da bi zdaj kar prvega prebrala. Meni sladkor skače in ga diabetolog ne more umiriti. Že zjutraj nateščeje večinoma od 9 do 10, zjutraj jemljem gliklado in opoldne januvijo, zamenjala sem že nekaj tablet. In pa rada bi opisala situacijo, ki jo enostavno ne razumem. Na kontroli v ambulanti je bil sladkor nateščaj 7,5, nekaj minut zatem v čakalnici pa na mojem domačem merilniku 9,5. Merilnik sem nesla umiriti, oziroma v kontrolo, pa so rekli, da je čisto v redu. Okay. Mene diabetolog preprečuje, da so vrednosti na kontrolah 7,5 v redu in niso potrebne spremembe. Na mojih meritvah doma 3-krat na dan pa so vrednosti dosti višje, 9, 10 in celo 11. Ali mogoče znate vi pojasniti, zakaj je tak odklon oziroma razlika? Mislim, da mi sladkorna že dela škodo na ledvicah. Želela bi tudi zamenjati specialista, kako to naredim. Ja, kar široko vprašanje je postavila gospa. Gre za osebo s sladkorno boleznijo, ki je na tabletni terapiji, ni še na inzulinu, Tako da jaz bi gospo povabila na en posvet, da vidimo, kaj
je problem, da bi svetovali tudi meritve pred obrokom, po obroku, da vidimo, kakšna je prehrana in če se res izkaže, da so sladkorji na tešče visoki, da dosedanja terapija ne doseže normo glikemije na tešče ob tabletni terapiji, bi bil posvet z diabetologom smiseln za eventualno zamenjavo terapije. Glede skladnosti in neskladnosti aparata in pa meritev v laboratoriju, 15% odstopanje je še vedno dovoljeno, ne? Tako da neko odstopanje bo vedno bilo, je pa pomembno to vedeti, ne? Za vse tiste, ki si tudi večkrat zaporedoma merite sladkor, da to pač je razlika in do 15% je v redu. Glede zamenjave diabetologa specialista je pa pač tudi ta možnost obstaja, ne? Saj pač pravico do menjave specialistov imamo vsi. Tako da bi gospo povabila na posvet, če je morda tudi na Vrazovem trgu vodena. Pa gremo naprej. Na naslednje vprašanje, kje najti dobro kuharsko knjigo z makrohranili za zajtrk, kosilo, malce in večerjo, ker običajno najdem recepte, ker je veliko beljakovin, vendar zelo malo ogljikohidratov ali pa obratno. Ja, zelo težko bi odgovorila zdaj točno katero kuharsko knjigo. Moram reči, da tudi sama nisem naletela na nobeno takšno knjigo, ki bi res z makrohranili dobro razložila. Zajtrk, kosilo, malce, morda bi, če ste vešči aplikaciji, vas povabila, da bi prehranski navigator si naložili, da bi vam bilo lažje ob vaši prehrani, individualno izbrani prehrani, da bi si s to pomočjo lahko kaj pomagali. Zakaj se mi po zajtrku pogosto zviša sladkor za 4 milimole, pri čemer pojem beljakovinski misli in mleko s skupnimi beljakovinami, 17 in tudi 17 ogljikovih hidratov. Zdaj 17 gramov beljakovin ni presežek, tako da tukaj bi svetovali, če ste na inzulinu, predvsem odmik inzulina do obroka, da bi s tem zmanjšali ta porast. Ta porast ni zelo visok, je pa malo višji. Tako dovoljen porast po obroku po 2 urah je 2 do 3 milimole. Naslednje vprašanje, ali je velika količina beljakovin vpliva na krvni sladkor in jih je potrebno pokriti. Mislim, da sem to že med predavanji odgovorila, da ja, če je presežek nad 25 gramov beljakovin na obrok, je dobro pokrivanje, oziroma če si poenostavimo 2 dlani zrezka, je potrebno vsaj šteti 10 gramov ogljikovih hidratov gor zaradi zamika. Potem naslednje vprašanje, ali je smiselno pojesti več kot 30 gramov beljakovin pri enem obroku, če se veliko ukvarjaš s športom, ali se to potem pretvori v glukozo? Ja, vsekakor se pretvarja v glukozo, vse, kar je nad 25 gramov. Tukaj bi mogoče bil ustrezen tudi kakšen specialist, kakšen živilski tehnolog, da bi objasnil, kaj se še ob športu drugače dogaja ob višku beljakovin. Na to vprašanje bom delno odgovorila. Kako vplivajo zdrave maščobe na krvni sladkor? Enako kot nezdrave. Maščobe so maščobe. Načeloma vse maščobe naj bi bile v omejeni količini, tako da tako tudi zdrave maščobe lahko vplivajo na krvni sladkor. Kako načrtovati obroke, da so uravnoteženi z dovolj kalorij, makrohranili in minerali glede na telesno aktivnost in potrebe telesa? Individualno. Tukaj je potreben pač nek načrt, kjer se individualno usmeri posameznika glede na njegove potrebe in pa glede na njegove želje, dosedanje izbrana živila v obrokih in se potem prilagodi glede na potrebe telesa, glede na kilokalorije potreb telesa. Nadaljnje, kako se prehranjevati za pridobitev in ohranitev mišične mase, če se poleg vaj za moč ukvarja z veliko kardiovadjo, na primer hitra hoja in kolesarjenje? Ja, predvsem z prehrano, če se le da s prehrano vnašati beljakovin več. Videli smo, da priporočila govorijo o 1 do 1,5 gramih beljakovin na kilo telesne mase. Tako da si lahko zračunate, koliko gramov beljakovin na dan je potrebno, vsaj za 1,5 grama na kilo telesne mase, če se aktivno ukvarjate s športom in s takšnimi vajami za moč.
In še naslednje vprašanje, ali število obrokov in količino vplivata na sladkor. Naprimer, če bi potreboval med 300 in 400 ogljikovimi hidrati in 150 gramov beljakovin na dan, bi to bilo bolje pojesti v več manjših obrokih, 5 do 6 ali tudi z manjšim številom večjih obrokov. Ja, to je kar velika količina ogljikovih hidratov na dan, zdaj ali gre za enega športnika, ki je to postavil, to vprašanje, ali pa je dejansko pač potreba telesa glede na kilograme, a ne. Tako da beljakovine so res v večjem obsegu, a ne, to je 150 gramov na dan, razporejenih na 3 obroke bi kar nekaj beljakovin prišlo na en obrok, to je 50 gramov beljakovin. Tako da v tem primeru vsekakor bi beljakovine bilo potrebno prešteti, a ne, in jih vključiti v pokrivanje obrokov. Se pravi, če bi bilo 30 gramov beljakovin na obrok, bi jih razdelili 50% manj, a ne, in bi šteli vsaj 15 gramov ogljikovih hidratov v tem primeru. Vsekakor pa ja, razdeliti, če je le možno, raje potem na 4 obroke, a ne, vsaj. In pa, a je dobro izračunati makrohranila glede na število skupnih potrebnih kalorij, kjer bi naj bilo 45 do 65% ogljikovih hidratov, 10 do 35% beljakovin in pa 20 do 35% maščob. Ja, je dobro poznati, a ne, predvsem ogljikove hidrate in nenazadnje tudi, da niste v presežkih beljakovin, a ne, oziroma da jih, če so, tudi preštejete. Zdaj bi pa pogledali še ostala vprašanja. Je razlika, če poješ 25 gramov beljakovin oziroma maščob z 25 grami ogljikovih hidratov ali 25 grami beljakovin oziroma maščob z 75 grami ogljikovih hidratov. S tem, da je pri drugem 3-krat več aktivnega inzulina v delovanju naslednjih 3 do 4 urah. To je kar majčkeno težje vprašanje za mene. Se pravi, eno vprašanje je, če je 25 gramov beljakovin z enakimi grami ogljikovih hidratov. Bom jaz to poskušala na mailu odgovoriti, ker ga enostavno ne razumem, pa če bi mogoče ta gospod majčkeno bolj obrazložil vprašanje. Vsekakor tam, kjer so ogljikovi hidrati zraven, je potrebno pač v prvem delu dati večji bolus. V tem primeru, ko je pa ogljikovih hidratov manj, bi pa prvi del bil vsekakor manjši bolus. To bi lahko zaenkrat odgovorila, bi se pa posvetila temu vprašanju malo bolj konkretno, tako da bi želela ga malo bolj odgovoriti, če dovolite. Še kakšno vprašanje? Tako da, če ni več vprašanj, bi vam želela, da vam uspe osvojiti posamezne korake k poti do sprememb, ki naj ostanejo trajne. Se boste s tem bistveno pripomogli k urejenosti sladkorne bolezni in izboljšali kvaliteto življenja. Hvala lepa za posluh.